Vabljeni, da se nama pridružite v najini dogodivščini, kjer se bomo sprehodili po eni strani skozi svetišča narave in po drugi skozi najine osebne predanosti in ljubezni do narave. In verjemite mi, da boste morda kdaj naslednjič odložili telefon in odšli rajši na sprehod v gozd. Dobrodošli v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Irena Cerar, ki je pripovedovalka, urednica in avtorica serije knjig Pravljične poti, Potepuški okruški ter Meni ljuba svetišča narave. S svojimi zgodbami nas vodi po poteh, kjer se stikajo narava, miti in človek. Draga Irena, hvala, da si prišla k meni v studio. Hvala za vabilo. Videla sem, mislim, da v Bukli, da si izdala v lanskem letu, mislim, da je bila Svetišče narave, in sem zaradi besede svetišča takoj obnemela in sem rekla, to knjigo moram pa prebrati. Torej, Svetišče narave, 7 tednov vseživosti, 2 taki besedi, ki sta me res pritegnili. A nam lahko najprej razložiš svetišča, potem pa vseživost? Kaj misliš s tem? Ja, zanimivo za ta svetišča, da so te tako pritegnila. Bil je to v resnici delovni naslov, potem je pa kar ostal. Želeli smo prikazati naravo v vsej njeni večplastnosti, tudi v tej, bi rekla, duhovni, kulturni dimenziji, kar ni nekako običajen pogled pri nas na naravo. In kot vemo, so naši posoški staroverci častili naravo na točno določenih mestih. Tista mesta so bila svetišča, pri kakšnih svetih starih drevesih, pri potokih. Jaz sem pa potem to besedno zvezo razširila kar na vse habitate, na vsa različna naravna okolja Slovenije. Ker v bistvu, če mi je kaj dragoceno in če mi je kaj pomembno, mi je recimo narava. In je to ena vrednota, ki mislim, da je kar skupna zelo velikemu številu Slovencev. Ta vseživost je pa ena takšna skovanka, moja pogruntavščina. V knjigi v bistvu zasledujem ves čas 2 ravni, 2 plasti. Po eni strani pripovedujem zgodbo o slovenski biotski raznovrstnosti, ker smo taka majhna državica z zelo raznolikimi naravnimi habitati in to tvori potem to biotsko raznovrstnost, o kateri danes prav veliko poslušamo. Po drugi strani pa sem se podala na eno takšno osebno popotovanje, da poiščem več ene živosti v lastnem življenju, da nekako svečano začnem eno novo obdobje svojega življenja, da nekako polnokrvno, bolj živo živim svoj vsak dan. In ta beseda se mi je zdela potem primerna za obe plasti. Po eni strani pravijo biologi, da je biodiverziteta vse živo Slovenije, in želela sem doživeti vse živo in nekako vdahniti malo več življenja v svoje lastno življenje. Ja, ko sem brala knjigo, mislim, da sem jo v nekaj dneh prebrala, tako čutno pišeš, tako si nas popeljala v to neko duhovnost, pa vendar bolj to osebno popotovanje, zato sem zaznala tako ta svetišča, ker sem tudi sama v zadnjem času, nedolgo, skozi jezera so zame svetišča, seveda, in sem skozi to doživljala, to pa mora biti nekaj res, kar moram prebrati in se skupaj s teboj podati v to. V knjigi si mi zapisala, da narava je najbolj prepričljiva v naravi. To se mi zdi tako fino. Kaj s tem misliš? Bodimo praktiki, ne teoretiki. Doživljati naravo je absolutno najlepše v naravi, ne doma pred zaslonom, ne na telefonu, ne nekako v nekem umetnem, izumetničenem svetu. In glede na to, da jo imamo v Sloveniji vse povsod okrog, samo ven stopiš, pa si vedno v največ pol ure lahko v zelenem. Tako da je nekaj, kar je dejansko smiselno prakticirati v svojem življenju vsak dan ali pa čim pogosteje. Zelo veliko berem, kako narava v resnici zdravi. Pa morda je to zelo močna beseda, ampak včasih smo tudi bolj bili v stiku z naravo in je to nekako res meditativno in na različne načine nam pomaga pri našem razpoloženju. Za knjigo si se podala, mislim, da za 2 meseca
v različne habitate, a lahko na kratko malo gledalcem in gledalkam pojasniš, kako si našla ta prava svetišča in koliko časa si bila kje, kako si to doživljala. Toliko stvari se je dogajalo v tem času, pa poskusiva strniti Ja. tvoje doživljanja. Jaz Slovenijo kar dobro poznam, no, glede na to, da sem napisala 5 vodnikov, ampak še vedno imam pa neke sive lise. So območja, ki jih recimo nekako nisem dovolj dobro poznala in se mi je zdelo, da je zdaj pa čas, da te sive lise zbrišem. No. In odločila sem se seveda za najbolj tipične habitate, življenjska okolja v Sloveniji in sem se odločila, da začnem v gozdu, ker je gozd eno takšno arhetipsko območje. Na začetku je bila vsa Evropa en sam gozd, a ne, nevaren, zaraščen, poln enih zveri. In potem so ljudje počasi skrčili te gozdove, si ustvarjali prostor za življenje. Tako da za gozd sem se odločila, da grem v Kočevski Rog. Potem za reko sem nadaljevala pot ob Muro, zato ker je Mura en tak velik ekosistem. Jaz sem Muro poznala že odprej, ampak Mura ni ena rečica za eno popoldne ali pa za 2-urni sprehod, ne. To je res ogromen sistem z veliko različnih oblik, ima poplavne gozdove, ima mrtvice, ne, res, nikoli si nisem dovolj časa vzela, no. Jaz sem v vsakem habitatu ostala 1 teden, tako da se je na koncu nabralo tako kakšen mesec pa pol. Vmes sem se samo ustavila doma, da sem vzela drugo opremo, tako 1 dan max, a ne, in šla naprej. Potem z Mure, kjer so me ulovile tiste strašne, katastrofalne poplave, največje poplave, a ne, v zgodovini naše Slovenije, sem šla potem v gore, na planino Las, to je ena bohinjska planina, velja za eno najbolj tradicionalnih, zelo lepo ohranjenih pašniških planin. Od tam sem šla, ta je bila kar huda, na morje, tako iz najvišjih gora potem do morja. In sem za Mokrišče izbrala Sečoveljske soline, kjer sem se lahko pridružila ornitologom. To je bilo nekaj posebnega, ne, ker na solinah ne moreš bivati, ne moreš spati, ornitologi pa lahko. Tako da sem v šotorih potem z njimi zamenjala dan za noč, ker se obročkanje in te reči vse dogaja po noči. Potem nas je spet od tam pregnalo eno hudo neurje in sem šla jaz na Debeli rtič, oni pa domov. Na Debelem rtiču je ta edini košček divje morske obale, tako da sem ta krajinski park nekoliko raziskala. Potem, še ni konec, ne, potem sem šla pa v Škocjanske jame, ki so pač tudi en izreden jamski sistem in tam je bil res en čudovit teden, sem prespala v jami, recimo, ne, nekaj, česar tudi ne dovolijo, ampak so naredili izjemo zaradi te okoljevarstvene knjige, naravovarstvene knjige. Potem sem šla pa za zaključek še na Kozjansko, ker sem želela zaključiti z kulturno krajino, a ne. Na Kozjanskem so pa zelo znani po ohranjenih travnikih in visoko debelnih starih sadovnjakih in teh starih sortah kozjanskega jabolka. Tako da sem želela zaključiti tako rekoč, a ne, pred hišnim pragom, pri stvareh, ki jih v resnici mislimo, da jih vsi dobro poznamo, pa se kmalu izkaže, da ne vemo prav veliko. Ja, sigurno. Slovenija je vendarle tako mala, ampak, kakor si omenila, nekaj sivih lis imamo vsi, a ne, tudi jaz jo precej dobro poznam, pa vendar, če rečeva morda reke, če raziskujemo, ali pa hribe, morje, vsak tak habitat da neko novo dimenzijo in vedno je še kaj, česar nismo videli. Ja, se mi zdi kar modrost, no, da veš, da nič ne veš. Jaz sem si pogledala tvojo spletno stran, a ne, pa sem poklikala nekaj jezer in sem takoj postala zelo skromna, ne. Mislim, nisem marsičesa poznala, ne. Ko si res radoveden, ko se rad čudiš in raziskuješ stvari, se kar razpirajo, se kar razprirajo, ne. Na tej mikroravni so potem še takšne res lepe skrivnosti. Tako da to, da mislimo, da poznamo, ne vem, da smo bili enkrat v Škocjanskih jamah, smo odkljukali in je to je daleč od resnice. Ja, sigurno. Jaz sem videla toliko jezer, mlak, bajerjev, pa še vedno ni konca, še vedno zdaj raziskujem veliko slapove, tudi to
ne vem, če je to ravno habitat, pa vendar neka oblika, neka dimenzija narave, spet na novo, tako kot si rekla, da se čudiš, a ne, tudi to, mislim, da je znanstveno tudi dokazano, kako pozitivno vpliva ta ne, da imamo to v resnici v sebi, da znamo pogledati morda Škocjanske jame, če gremo kako planino nad Bohinj, da znamo se čuditi vsemu temu. Irena, vzeli si bova kratek odmor, da malo zadihava, tako da, drage gledalke in dragi gledalci, z Ireno odhajava na kratek odmor, prideva nazaj z še več zgodbami, ki jih je doživela Irena. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes se z Ireno potikava po različnih krajih Slovenije, predvsem v naravi. Irena, ena izmed zgodb, prva mislim, da se je dogajala v Kočevskem Rogu, blizu mojega doma, zato se mi je to najbolj vtisnilo v spomin. A nam lahko malo poveš, kaj se je tam dogajalo? Zdi se mi neverjetno pogumno, da si šla sama tja v sred ničesar v resnici. Ja, jaz sem tehtala med snežniškimi gozdovi pa med Kočevskim Rogom, kar oboje premalo poznam, ampak je potem naključje hotelo, da je moj prijatelj in fotograf, tudi avtor fotografij v knjigi, Borut Peterlin, je lastnik ene takšne koče, ki jo samo kupil, ni jo pa še nič obnovil. In me je nekako zapeljalo, sem ga prosila, če bi mi odstopil to kočo za ta čas bivanja, za 14 dni sem se na začetku namenila, no. In ko sem jaz tja prišla, sem videla, da seveda ni tekoče vode, ni elektrike, to sem sicer vedela, ni stranišča, to sem tudi vedela, to se mi ni zdelo nič takega, ampak ni bilo niti stekel na oknih, ni bilo niti ključavnice na vratih in potem je še se zgodilo, da sem slučajno izvedela, da so eno noč pred mojim prihodom vlomili v sosednji lovski dom. Tako da so bile te noči tam v Kočevskem Rogu za mene kar dolge. Pa veliko knjig sem prebrala v tem času, ko sem bivala tam, ker enostavno se nisem nekako mogla dovolj počutiti varno, no, da bi lahko se navadila. Tudi nisem dovolj časa ostala, da bi lahko udomačila kočo in prostor. Sicer sem pa pol iz te svoje samote, tako kot tudi v drugih habitatih, odhajala na kakšne izlete, na kakšna vodenja. Srečala sem se tudi s kom, ki bolj pozna ta prostor, s kakšnimi raziskovalci. V Kočevskem Rogu sem šla recimo z Andrejem, biologom, me je malo peljal tam po jamah, sva se uspela tam na enega od vrhov Kočevskega Roga, šla sem s Petro Draškovič Pelc opazovat medveda in ne bomo povedala, se je pojavil ali se ni pojavil. Tako da sem v bistvu poskušala poglobiti svoje doživljanje s pomočjo nekih sopotnikov, sopotnic, ki vendarle nekako to živijo, še bolj poznajo te kraje, ne. Ker drugače bi bilo to vse neko surfanje lahko po površini, ne. Jaz sem si zamislila ta projekt kot eno mrežo samote in zelo dobre družbe. Takih ljudi, ki se jim res iskrijo oči in ki so navdih. In dejansko sem srečala same take čudovite ljudi. Kako si lepo to povedala, tako mrežo samote in družbe. Oboje da nekaj, ki lahko na te vpliva, na tvoje misli, na tvoje čutenje. In ravno to je moje naslednje vprašanje, kako si doživljala naravo s čutili. Morda takrat, ko si bila sama, ker smo bolj odprti do tega, da res začutimo, ne. Prevečkrat pozabljamo, tudi jaz v resnici, da ni samo opazovanje, ampak so to druga čutila, ki lahko, sploh v gozdu, ne. In tudi drugje seveda, z drugimi čutili. Kako se ti je to, s katerim čutilom si najraje ali pa najraje doživljaš naravo? Malo nas tukaj popelji. Ja, zanimivo je, da, mislim, marsikdo je rekel, blagor tebi, si šla za 7 tednov, ne, tako kakor fine počitnice. Ampak to je bilo v resnici zelo eno tenkočutno delo, ampak vendarle delo. Jaz sem morala biti ves čas pozorna na dogajanje zunaj sebe in kaj to prebuja v meni sami. In te stvari so tako zelo tanke, zelo subtilne. Tako da sem neprestano pisala terenski dnevnik, ker se mi je zdelo, da mi bo vse pobegnilo. In res sem veliko opazovala, ker za opazovanje je pač se potrebno zaustaviti. In to je danes nekaj, kar redko kdo še počne in zna, no.
Narava ni na knof, ne, ni na gumb, boš pritisnil in se bo zgodilo najbolj zanimivo. V bistvu si tam in si ti opazovalec, si spremljevalec in čakaš, da se bo kaj razkrilo. In če si vzameš čas, se dejansko razkrije, ne. Sicer pa, ja, jaz se zelo navdušujem nad tem doživljanjem narave zavestno, z vsemi čuti. Tako da meni je fino iti tudi v dežju, ne vem, na planini Las se spomnim, sem šla na en sprehod v dežju in sem bohala in tipala tiste mahove in ta vonj gozda, ne, da ga res začutiš, vse teksture, da se dotakneš tistih razpadajočih dreves in tako. Tako doživljaš stvari veliko bolj intenzivno, ne. Zvoki so zanimivi, recimo na Muri sem živela v Api čebelnjaku, zelo blizu reke in sem imela svojo jato čebelarjev, ptic, ki so zavarovane in zelo redke, ki so vsak večer prišle na večerjo k mojemu čebelnjaku, ki jejo čebele, a ne, zato se imenujejo čebelarji, ne. In sem jih opazovala tam, sem imela en podest na hrastu in sem tam vsak večer sedela z daljnogledom in opazovala, kako so prišle, kako so posedle tako po drevesih, kako so odšle, se vračale. Imela sem pa tudi svojega vodomca, celo dva. Ja, ker sem imela en bajer in vodomec stoji, sedi točno na določeni veji in potem z tiste veje pikira, ne, ko lovi plen in sem že potem točno vedela, kje ga bom videla in sem sedela in jih opazovala, dva sta bila in imata tak točno določen tak srebrn zvok, ki sem ga potem že tako zelo oddaleč pa takoj prepoznala. Neverjetno se ti izostrijo čuti, zelo hitro so se mi izostrili, čisto drugače kakor v tem mestnem življenju, no, ker jih bolj potrebuješ in recimo, če si sam in živiš v nekem okolju, je verjetno naravno, ker smo bili včasih tako odvisni od narave, pa pogreznjeni vanjo, da zelo daleč slišiš, ne, da bi, če kdo prihaja, slišiš že zelo, zelo na daleč. Vse zvoke lahko lociraš, tako neverjetno, kako se hitro to povrne. Jaz verjamem, da ima telo spomin in da nima priložnosti, da bi take stvari vedelo. Ko si pa izpostavljen spet naravnim elementom, gre pa to zelo hitro. V sebi imamo to, samo toliko je potuhe, a ne? Ja. Zdaj vemo, če pride na obisk Ja. določeni uri, tako da nismo toliko presenečeni, a ne? Drugačne razmere so življenjske, ne? Ja, sigurno, sigurno. V enem intervjuju si dejala, mi je bilo tako lepo, da je odnos do narave ali oseben, ali ga pa ni. A lahko razširiš to misel? Ja, se mi zdi, da je to eden temeljnih odnosov, zato ker mi smo del narave. Ja, mi smo narava v resnici. Mi smo naravi, smo del narave. ja. Ja. In je dobro, da smo zavestno v tem odnosu in ga lahko gradimo, ne. Ne more biti drugačen odnos do narave kot oseben. Se mi zdi, da ali si, ti to nekaj pomeni, ali to razvijaš, ali se dobro počutiš, ko to počneš, ko greš v gozd, ali potrebuješ gibanje, potrebuješ sprehod po gozdu, ali pa ne, ne. Ne moreš biti teoretik pri naravi. Tako kot sem ti napisala posvetilo, ne, narava je najboljša v naravi, a ne. To je podobna reč, ne. Moraš iti dejansko naravo, da jo, ne, čeprav, če greš, če stopimo iz stanovanja, pogledaš v nebo, jaz to dostikrat rada naredim, da vidim, kakšni so oblaki, ne, pa vendar je to nek ritual, ki ga imam, ampak ja, je še toliko drugih stvari. A imaš ti kakšen ritual, ali si želela nekaj dodati? Ja, hotela sem reči, da je to, ta odnos, ne, je podoben tako kot pri sorodnikih. Eni so ti dani, pa mogoče sploh nimaš nekega posebnega, dobrega, bližnjega odnosa. To se razvija, se pa ne, a ne. Mi smo tudi vrženi v naravo, rojeni v ta svet, ampak eni imamo odnos z njo, drugi pa ne. In se da to razvijati, to se da spreminjati, no, to sem želela tudi vsem povedati. Tudi meni se je tako zgodilo, nisem bila odvedno tako povezana z naravo, odkar raziskujem jezera. Pa tudi najprej so bili jezera bolj šport, pa tako raziskovanje, potem je pa to preraslo v nekaj več. In tudi jezera so me naučila nekako, da je narava sveta in tako sem prišla tudi do tvoje knjige. Tako da res, bolj smo osebni, bolj na to, ko smo se prej pogovarjali, se odpremo tudi tem čutom. Jaz sem tudi tista, ki boža mah, ki gre v gost. Pa tudi kdaj objavim kakšno drevo, če tako začutim, ali pa
sem pozorna na kakšno skalo. Ne? Torej, nekako doživljamo naravo kot res živo. Ja, se je. Ne? Ja, tako, in mi smo pač del tega. A imaš, ko greš, Irena, ne samo teh 7 tednov seživosti, ampak tako vsak teden ali pa vedno, ko greš v naravo, a imaš ti kakšen ritual ali pa kako doživljaš z več čutili, če bi nam lahko ali pa nas naučila, kako to bolje znati ali pa se učiti to, kako? Ja, obstajajo določene knjige, ki so meni pomagale. Mogoče bova imela kasneje priložnost še kakšno besedo več o tem. Absolutno si lahko pomagamo z določenimi tehnikami. Če tega nismo vajeni, jaz sem bila recimo 13 let inštruktorica joge, meni to zelo pomaga, ta sposobnost ene čuječnosti, zavedanja lastnega telesa, zavedanja prostora, razširitev ene zavesti, ne iz sebe, ampak navzven, še na druge reči. Drugače kakšnih posebnih, ne vem, ritualov nimam, da bi rekla, da imam kakšne neopoganske stvari, ki so zdaj tako popularne. Meni se zdi to zelo intimna reč. Jaz recimo rada počnem ogromno reči v naravi, od tega, da veliko berem v naravi, da si prinesem dekco, da si naredim piknik, da dejansko sem potopljena z vsem telesom dlje časa v prostor, v naravo. Ne samo, da šibam mimo, da hodim, ampak da sem tudi pri miru. To se mi zdi pomemben in z branjem se to da. In tista knjiga, ki jo berem v naravi, jo vedno doživljam čisto drugače. Potem rada se, ne vem, kopam v potokih, v jezerih, če se da, gola, če ni nikjer nikogar, ne, da sem spet, bi rekla, s celim telesom v stiku z elementom, to mi nekako veliko pomeni. Rada se dotikam reči, od mahov do dreves, rada posedam pri starih drevesih, stara drevesa me od majhnega res privlačijo. In rada pripovedujem zgodbe drevesom, jaz sem tudi pripovedovalka pravljic in kadar moram vaditi, združim pol tako prijetno s koristnim in grem kam na sprehod, ne vem, proti Kamniškemu vrhu, imam tam en prostor, kjer ni nikoli nikogar, pod enim drevesom in potem jaz tam vadim in pripovedujem. In ker nimam poslušalcev, pripovedujem drevesom. In naslednja faza bi pa bila, da slišim še, če mi one kaj govorijo nazaj. Brala sem, da nekako oziroma naučila, da je naše telo v resnici neko orodje, ne, ki ga lahko uporabljamo za to čutila v odnosu do narave. In odkar poskušam to bolj zavestno početi, res drugače lahko doživljaš naravo. Irena, ponovno je čas za kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, bodite z nama tudi v naslednjem delu, ko bova čitali tudi kakšne knjige in povedali še kakšno zgodbo. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Z Ireno Cerar nadaljujeva najino popotovanje zunaj in znotraj narave, lahko rečeva tako. Omenila si, da zelo rada bereš v naravi. A bi nam priporočila kakšno knjigo, ki nas tudi nauči, kako biti v naravi? Ja, absolutno. Jaz imam tle kar en kupček pripravljen. Odlično. Prej si rekla, kako lahko doživljamo naravo. Absolutno nam lahko pomagajo kakšne tehnike, če sami nekako nismo spretni. En začetnik doživljanja narave je bil Joseph Cornell. On je še vedno živ, bil je tudi že v Sloveniji. Jaz sem bila celo na eni delavnici njegovega učenca. In ta knjiga Doživljanje narave je išla najmanj 2-krat v Sloveniji. To je ta zadnji prenovljeni izvod in je res tako en kup pametnih, lahkih, enostavnih, primernih vaj, ki jih lahko počnemo. Recimo ena stvar, ki jo jaz vedno počnem tudi sama zase, je, da iščem prostor, kjer se dobro počutim, v tistem prostoru se usedem in poslušam, kaj slišim. In včasih rišem tudi zvočni zemljevid zraven, da zavestno poslušaš, kaj vse slišiš in kje to je, in potem v zemljevid to vpišeš. To imajo otroci blazno radi. In to so lahko eni taki redki trenutki enega miru, sredotočenosti, tega pozornega poslušanja, ki nas v resnici tudi zelo osredini, zelo umiri. In tukaj noter imate celo vrsto podobnih vaj. Potem je bolj za odrasle, tudi njegova knjiga, je pa žal samo v angleščini, The Sky and Earth Touched Me.
Tukaj so pa meditacije, različne meditacije v različnih okoljih, na različne elemente, zelo preproste, recimo vizualizacija gore, da poskušaš kvalitete gore prenesti na svoje telo, da te ne ganejo reči toliko zelo, da si bolj stabilen. Recimo meditacije, ki jih jaz delam vsako jutro, na drevo ali pa na goro. Zato, ker lahko ene kvalitete prenesemo tudi nase, na svoje čist navadno človeško življenje in nam to lahko zelo pomaga. Potem je pa ena čudovita knjiga Florence Williams, ameriške avtorice, Narava zdravi in popravi, ki jo jaz že vse od izida povsod priporočam, ker je res ena izjemna knjiga. Ona je zasledovala različne znanstvene projekte po vsem svetu, kjer se znanstveniki ukvarjajo s tem, da dokažejo znanstveno, zakaj narava in kako narava deluje na nas, na naše možgane. Ne, da imamo mi neke romantične predstave, ki ne vemo, od kje so prišle, ampak so res zanimivi izsledki, čisto znanstveni. Kaj deluje, kaj ne deluje, zakaj je pomembno biti kratek čas, daljši čas v naravi, kaj je drugače, če greš po ulici, kjer rastejo drevesa, ali pa po goli ulici, kako drugače delaš, če gledaš skozi okno pisarne v nekaj zelenega, kakor v beton. Mislim, to so res takšne nore reči. In ona je bila tudi pri nas, enkrat je predavala v Cankarjevem domu, tako da je na nek način tudi z nami povezana in to knjiga, ki jo res, res priporočam. Potem je pa še ena od takih bolj svežih, Vprašaj rastlino. To je pa od ene italijanske komunikologinje, strokovnjakinje, interpretatorke znanosti Alessandre Viola. Zelo luštna knjiga, zelo osebna, ker s rastlinami je težje komunicirati. Saj imamo občutek, a ne, z enim mačkom, z eno muco, z enim kužkom, kar najdemo stik, ne. Tako kot z dojenčkom se nam zdi, da se vse zmenimo. Z rastlinami je pa težje. In ona ravno govori, v bistvu interpretira nekatera znanstvena dognanja in daje tudi vaje, kako lahko se bolj povežemo z rastlinami. No, zanimivo. Ko si omenila rastline, vedno smo rekli, da če se pogovarjaš z rožami, da bolje rastejo. Ja. In jaz se tudi s svojimi domačimi rastlinami dejansko pogovarjam in ali jih pa morda jim pokažem, kako sem vesela, sploh tista, ki je največja, vsakič, ko naredi nov list, zame je to praznik. Ja, to je zdaj že dokazano, ja, da dejansko deluje. Ja. Jaz moram reči, no, med tiste svoje čudaške navade, da se vedno bolj pogovarjam z vsem, tudi s kamni in z neživimi rečmi. Nekako se mi zdi, da cel svet zdaj okrog sebe doživljam drugače kot v preteklosti. No. In tudi je zagotovo tudi teh 7 tednov dalo, si predstavljam še bolj. Ja. Ampak tega se res lahko naučimo, tako da hvala za ta super priporočila, da se navadimo. Ne? To je kot neka mišica, ki jo je fajn trenirati. Eno je, če živimo v monologu, da gremo v naravo in mislimo, da je ona tam samo za nas in čaka, da jo bomo blagoslovili s svojim prihodom. Drugo pa je, če iščemo dialog, ne? Da poskušamo najti neko komunikacijo z naravo in dejansko se lahko to občuti. Ko si ravno omenila dialog, v enem intervjuju si omenila tudi neko dogodek s taščico, ki ti je pristala po enem intervjuju na nogo ali kako. In to se mi je zdelo tako zanimivo. Kaj se je zgodilo s tem ptičkom? Ja, to je bilo pa res lepo. Zaključevala sem intervju. Z novinarko sva stali tam v Kamniški Bistrici in se kar nismo mogli posloviti, ker sva šle tudi na en sprehod in je intervju se iz pol urce v 2 uri pa pol spremenil in se poslavljava in pride ena taščica in dejansko tako pride in stoji na moji nogi in ne gre nikamor in je to kar trajalo, ne, in sva se potem tako smejali, da ja, no, to je pa rezultat zdaj te habitatne pustolovščine, ne. Očitno sem se tako umirila, tako eni pravijo, da sem začela živeti v nekem ritmu zemlje, da se to čuti čez vso knjigo, jaz to ne vem, no, ampak vse sorte reakcije pa pisma prejemam, no. Verjetno se človek res naravna na en drugačen ritem, na en utrip narave, in rezonira drugače. In ga tudi živali drugače doživljajo, no. Tako da jaz kar verjamem, ne vem, za Frančiška Asiškega, da se je lahko pogovarjal z živalmi, da so mu sedale v dlan, da so mu sedele na ramah. Ne samo on, še kar marsikdo drug, ne. Tudi Thoreauja, recimo tega ameriškega
avtorja pravijo, da se je lahko pogovarjal v tem pač energetskem jeziku Tako, z živalmi. No. Tako da to ni nekaj, za kar bi človek moral biti svetnik. No. Sigurno, dobro si to rekla, ampak moramo se pa znati odpreti. Zdaj, če smo ves čas na telefonu, a ne, če imamo neke distrakcije, verjamem, da žival čuti, tako kot je ta taščica. Začuti, da si ti tudi v neki frekvenci in potem pristane, ker se tudi dobro počuti. A ne? Jaz imam par takih zanimivih zgodb s kačjimi pastirji. Ne moram reči, da se z njimi pogovarjam, ker morda še tega ne znam, ampak sem začela biti pozorna, če pridejo, ker oni zelo drvijo, zelo jih ne moreš niti fotografirati, tako so, ne, zelo hitro letijo, ampak sem postala, zaznavam, kdaj pride. In je že to neka zame vaja, čeprav čisto preprosta, ne, da jih zaznamo ali pa da jih opazujemo, ne, kaj počnejo, kako letijo, kje sedajo, ali pride zraven tebe. Tako da nedavno sem se kopala v enem slapu in je kar od nikoder se pojavil nek kačji pastir in jaz v vodi, čisto vesela, tako blaženo sem se počutila, tako privilegirano. Ja, Dejansko hvaležna si. privilegij sem čutila, da je kar od nikoder se pojavil in potem kar od nikoder ga ni bilo več. Tako da je prišel, pa šel, tako hitro se je to zgodilo. Tako da hvala za ta priporočila. Res od jaz skozi svoj projekt poskušam, a ne, komunicirati, dajmo se vendarle ustaviti, pa uporabiti svoje telo, ne fotografirati in tako naprej. Tako da je res, toliko se moramo še naučiti. Za konec bi rekla, kam te vleče naprej? A te kam vleče? A imaš še kako, morda ne tako ekspedicijo? Jaz imam že dogovore za novo knjigo, Okay. o kateri seveda še ne morem govoriti, ne? Ampak lahko pa rečem, da se bom eno leto potikala po vsem alpskem loku. To pomeni, da bo moja naslednja knjiga se dogajala tako v Sloveniji kot v Avstriji, Italiji, Južni Tirolski, Švici, Nemčiji. Tako da me čaka eno čudovito gorsko leto. Wow. Potem pa se še enkrat vidiva v studiu, ko prideš nazaj, da nam poveš še zgodbe iz tam. Irena, najlepša hvala, da si nas potunkala v svoj svet narave in želim ti vse dobro še naprej in hvala za vsa ta priporočila, kako znamo doživeti naravo v naravi. Hvala za vabilo. Z veseljem. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala tudi vam, da ste bili z nama in najino priporočilo, zaprite vse ekrane in pojdite v naravo. Bodite lepo. In se vidimo naslednjič v oddaji Moja dogodivščina.